in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Spoštovani gospod naš dragi celjski škof, dr. Maksimilijan Matjaž, spoštovani vsi izbrani. Danes je nedelja Kristusa Kralja, zaključujemo cerkveno leto, z upanjem gremo naprej v adventni čas, res z velikim upanjem, ker si ne želimo, da bi spet za Božič nekako se gledali oddaleč različne digitalne načine in seveda praznujemo mi pevci, ker res padam tja na kor tudi nedeljo naše drage zavetnice Svete Cecilije, ki tudi tam pod korom nas ves čas vabi. Torej, dobrodošli, prišli ste v našo župnijo, v to lepo mesto Brežice, na poti zahoda na vzhod, Brežice, ki so bile naseljene že dolga stoletja in kjer se vedno nekaj dogaja. Zato bomo tudi mi in smo tudi že iskreno in predano povezani s sinodalnostjo, s tistimi ključnimi besedami, s potjo, s poslanstvom, s sodelovanjem. In verjamem, da boste tudi vi uporabljali te besede, predvsem recimo poslušanje, najprej bomo poslušali vas, sledili vašo poslanstvo, vaši poti, skrbeli za izjemno sodelovanje, tako kot pri nas že skrbimo, pod skrbnim vodstvom tako našega dragega gospoda župnika, ki je pri nas že 40 let, predvsem pa v velikem sodelovanju vseh nas, ki imamo radi to mesto, ki imamo radi to župnijo, tistih, ki ste se v to župnijo narodili in tistih, ki smo v to župnijo prišli, vsi enako imamo srčno radi in smo veseli, kadar nam v sodelovanju tudi kaj uspe. Torej, želim vam izjemno lep dan pri nas, še enkrat lepo dobrodošli, poslušali bomo vaše besede, vam sledili na tej poti in se veselili vsega, kar nam to izjemno sodelovanje še prinaša.
Potem nas morda prehitevajo tako dvojni občutki, po eni strani veličastno, veselje, morda celo strah, spoštovanje, po drugi strani pa morda tudi neke vrste zmedenost, ko se pravzaprav sprašujemo, kakšen je pravzaprav naš kraj, kakšen je kraj, katerega prestol je križ in ne kraljevski prestol. Ali je sploh še dostojno, da govorimo o Kristusu kralju, ko pa vemo in slišimo njegov besedo tudi danes, ko pravi, moje kraljestvo ni od tega sveta. Res je, njegovo kraljestvo ni od tega sveta, vendar je njegovo kraljestvo v tem svetu in mora biti njegovo kraljestvo in njegovo kraljevanje vidno in navzoče v tem svetu. Prav zato se mi zdi, da je za nas, za Kristosove učence našega časa, zelo pomembno, da si zastavljamo to vprašanje, kdo je pravzaprav ta Gospod za nas, kdo je Kristus, je res kralj, je res tisti, zaradi katerega smo pripravljeni storiti, je res tisti, ki smo mu pripravljeni zložiti vse, je res tisti, ki določuje, ki vodi, ki vlada naše življenje. Vemo, kako težko je pravzaprav danes živeti na nek način kot kristjan. Vemo, kako težko se je danes opirati skušnjavam, ki nam govorijo in nam prikazujejo druge vloge. Kako hitro tudi sami pri sebi ugotavljamo, da imamo mnogo različnih kraljev našega življenja. Včasih so ti kralji pravzaprav zelo banalne stvari, kot so razni oziri ali pa kratkotrajni doživki. Včasih pa so ti kralji morda tudi veliko bolj močni, veliko bolj globlji v nas. Recimo želja po ugajati, želja po ugledu, želja po spoštovanju. Kaj vse je človek pripravljen narediti, včasih celo zamolčati, včasih celo kakšno vrednoto potrebljati, samo da bi dal videz, da je sodoben, samo da bi ga ugajal, pa čeprav tisti človek ni vreden, da bi mu ugajal, da bi bil naš prijatelj. Kolikokrat se verjetno tudi mi borimo z skušnjavami, kdo je tisti naš pravi kralj, komu smo res poslušni, koga res obogamo, kdo je res tisti, za katerega smo prepričani, da vodi naše življenje. In skušnjavec nas bo vedno znova skušal z lažnim krajem. In v teh skušnjavah se moramo zavedati, da nismo sami, da je Jezus na začetku svoje, tako rečemo, kraljevske poti moral stopiti ali pa je želel stopiti v puščavo in se tam izpostaviti skušnjavi, ki mu je obljubljala veliko stvari. Od tega, da bo imel kruha v obilju, če se mu pokloni, do tega, da bo v sveti vsa slava, vsa čast njegova, če se podvrže tej sveti in tej zunanji časti. In Jezus je razkrinkaval te izkušnjavce. Nenazadnje ga je razkrinkal tudi pred učenci, ko je pokazal, katera je tista prava in resnična oblast in čas, ki daje življenje, ki bo pripeljala, ki bo obsrečila že tukaj v tem življenju in bo ta sreča trajala večno. Ko so tako na poti z njim
Tudi učenci sanjali, da bo njegovo kraljestvo sedeti na prestolih in vladati in gospodovati. Takrat jim pravi, moje kraljestvo ni od tega sveta. Veste, da gospodari tega sveta vladajo nad njimi, vladajo drug nad drugim. Med vami pa ne bo tako. Ampak kdo hoče biti prvi, bodo razrešiti. Ker tudi Sin človekov ni prišel zato, da bi mu sredil, ampak da bi on sredil in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Na ta način je tudi učence pokazal, morda tudi to, kar smo slišali v prejšnji nedelji pri Maši v Evangeliju, da ta kralj ne potrebuje velikih zunanjih darov. Ne potrebuje niti ne dolgih molitev, častnih nazivov. Tako so si nekoč predstavljali farizeji, da bodo dobili ugled in pa priznanje tega kralja, če se bodo oblačili v velika oblačila, če bodo metali v tempelsko zakladnico nogo. Njim je takrat Jezus rekel, da mu je dal tiste uboge vdove, ki je neslično spustila po zakladnico dva uboga novčiča več kot vse drugo, kar so me dali samo zaradi videza. Ker ta naš kralj se ne da prepričati od množice in blišča darov, ampak od iskrenega in predanega srca. Zato se mi zdi, da bi si morali vsi, dragi bratje in sestre, danes tudi zastaviti to vprašanje ali pa slišati to vprašanje, ki ga je Jezus dal odvrnil Pilatu na njegovo vprašanje, ali si ti judovski kralj. In Jezus mu pravi, govoriš to samo od sebe, ali so ti drugi povedali. Govorimo to iz svojega srca, da je Bog, da je Jezus naš kralj, ali pa so nam povedali o tem drugim. Ali smo res morda tudi že mi izkusili moč tega kralja, moč isto njegovo moč, ki je moč odpuščajoče ljubezni, ki je moč, ki se kaže v potrpežljivosti, moč, ki se kaže v ljubezni in služenju drug drugim. Smo že daj okusili, da smo veliko močnejši, če ne gradimo na sebi, če ne računamo samo na svoj ego, na svojo moč, ampak kličemo Boga, kličemo njegovo moč, njegovo ljubezen, njegovo odpuščanje v našem življenju. Sin človekov ni prišel, da bi mu sredil, ampak da bi on sredil, da bi nas učil, kako zmoremo in lahko tudi mi srežemo. V resnici, dragi bratje in sestre, je zelo preprosto služiti kralju, zato ker ta kralj res ne potrebuje in res ne živi mogočnih in vase zavedanih dvorjanov, ampak je dovolj ljudi, ki imajo iskreno in preprosto srce. Niti ni navdušen tako nad samo razumem polnimi crkvami, niti ne nad samo navdušenimi pesmimi in vzkliki, ki bi ostali samo na ustih, ampak je vesel nad srcem, ki mu zaupa, nad srcem, ki je skrušeno, nad srcem, ki je pripravljeno odpuščati, nad srcem, ki je odsvinjeno. Zato prosimo, danes naj nam Bog ustvarja takšno pravo srce, da bo lahko prepoznalo resničnega kralja, da bo imelo tudi moč odpovedati se, odreči vsem tistim navideznim kraljem, ki ponujajo ugled, ki ponujajo neki lažni blišč, želijo pa našo dušo, želijo našo svobodo, želijo naš
Gospod nam daje vse, Gospod nam je že namenil vse, zato ker je sin, ki prihaja od Očeta in nas želi narediti sinove in hčere, svobodne sinove in hčere, Božje otroke, ponosni, da so ne samo sinovi, da so kraljevi sinovi, da so dediči kraljestva, ki nam je obljubljeno od začetka sveta. Amen. Oh
Tvojim vsestvarstvom, ter po Tvojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu s močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal v mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponično prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj odklajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil star, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svoje učence in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva o odpuščanju grehov. To delajte v mojem spominu. Skrivnost vire.
Daj nam mir v naši dni. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim mirom ter polni upanja pričakovali prihod našega preživnika Izusa Hristusa.
že videli takrat malo po vašem posvečenju na naših firmah v Brežicah 20. junija, pa ste takrat nekako odgovorili, da želite spoznavati župnije na drugačen način. Takrat smo res imeli zaradi situacije, kakor smo, dvakrat polno cerkev, danes je pa obisk takšen, kakršen je včeraj v nedeljah, sicer nedelja Kristusa kralja. Nedelja, ko se veselimo crkvenega petja, hkrati se zahvaljujem našim crkvenim pevcem in čestitam za njihov praznik, sedeljevanje boga drugič, ker da je možno. In vsem želim, da bi na našo nedeljo opajali v družicem krogu čim lepše. Mi se bomo sedaj še pred Konoškopom zbrali v Šolkovem domu, kjer bo srečanje za Ljubninski pastoralni svet, pa za gospodarski svet, pa tiste, ki ste moji sodelavci in vas povabim, da se tam dobimo. Gospod Škop bo povrnil za vaš opis. Veseli bomo takega ponovnega srečanja tudi v prihodnosti. Zelo sem vesel, res, ker sem začutil, da je tukaj v Brežicah jedro, ki se zaveda, kdo je njihov glavni kraj in prvi kraj. Vesel sem takšnega lepega sodelovanja crkvenih pevcev, ministrantov, ko zbrani resni ministranti, jih je lepo videti. Tudi vesel sem kar lepo število otrok, ki je prišlo zraven staršev. Sem prepričan, da če bi bili razmere normalne, bi vas bilo še veliko več. In res ponesite mojo iskreno željo in blagoslov tudi vsem vašim domačim, posebej bolnim pa tistim, ki iz kakršnega koli razloga ne morejo pripustiti maši. Recite jim, Gospod tukaj, kralj Kristus, jih čaka, je z njimi, kjerkoli že so. Da bi res skupaj hodili in utrdili v teh letih, ki so pred nami, tako imanih letih duhovne prenove, pastoralne sinode naše cerkve, da bomo tudi tu v naši krajevni cerkvi dobili novih moči, na nek način naših novih sodelavcev, samozavestnih kristijanov, ki bodo ponosno ponesli viro tudi v prihodnje čase, v prihodnje stoletja. Ne vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami, vsemogočni Bog naj vas v svoji dobroti blagoslovi in vam da zveličavne modrosti. Vedno naj vas hrani z nauki vire in pomaga, da boste vztrajno delali dobro